možganski valovi so frekvenca. Frekvenca so, izmerjeno, frekvenca. Okay. Energijsko gledano so frekvenca, kar pomeni, da se zelo vežejo na manifestacijo. Ampak, kdo je še frekvenca? Nadangeli, ne? Nadangel Ariel je frekvenca. Daj pa pazi. Zato se angeli ful hitro pripnejo na neko možgansko frekvenco. Kako to izgleda? Recimo nekaj pomisliš, joj, dragi angeli, jaz bi pa, veš kaj, in je že kar tam. Se ti kdaj to zgodilo? Da si kar nekaj pomislila, dostavljeno, kar nekdo pride men pa ti to da. A ti sploh še nič nisi naredila ali pa nisi naredil za to. Se ti je že zgodilo? To je zaradi tega, ker se manifestacija in nadangeli ful hitro zahakljajo na frekvenco. In jo lahko potisnejo manifestacijo. Zdaj pa si to je super, zdaj si pa predstavljaj problem. Imam eno željo, imam eno željo in pošljem frekvenco. Wow, jaz bi pa to imela. Bum, manifestacija hitro pobere, nadangel Ariel to pobere, zap, in se gre priklapljati. Vmes, dokler je se ta priklop zgodil, ti zamenjaš frekvenco. Predstavljaj si to tako, da je neka pesem, ki ti je ful všeč na radiju, in ona se začne rolati, ti pa, bum, začneš preklapati na drugo radijsko postajo, ampak hočeš pa poslušati komad. Ja, kva zdaj? No, zdaj si pripravljaj, jaz imam eno željo, ja, ampak ne bom zdaj. Ja, ne, čaki, skačeš med tem bi, ne bi, bi, ne bi, bi, ne bi, bi, ne bi. To je najslabše. Zdaj si pa predstavljaj, da si nadangel Ariel. Nadangel Ariel in pozitivna manifestacija ne morajo loviti negativne frekvence, kar pomeni, da morajo loviti samo pozitivne. Kaj pa, če ti skozi med njimi skačeš? A si predstavljaš, kako mora izgledati nadangel Ariel? Veš, ko un Tetris, ki ga loviš, a boš šel noter nekam, ali ne boš šel noter, ne? Jaz bi pa nekaj imela, ja, pa mogoče ne bi. Ja, ampak ful si tega želim, sam ni pravi cajt. Daj bom zdaj to naredila, ne čakaj, bom jutr. Ok, bom danes to naredila. Ja, zdaj bom to naredila. Ne čakaj, bom zdaj... Kje naj te nadangel Ariel ujame? Menjanje frekvence, to so šumi v uniradijski postaji. Torej, katera manifestacija bo v takem primeru nadvladala? To, kar ti zdaj govorim, je energijska loterija. To, da boš razumela. Nadvladala, torej, katera bo nadvladala? Ali bo nadvladala una frekvenca ja, ali bo nadvladala una ne. A ne? To, če, veš, nadangel Ariel bo se pripenjala na pozitivne frekvence. Če bo zraven negativne frekvence, je na koncu, to je pa zakon svobode volje, je samo odločilno, česa je bilo več. Tudi, če ti gre nekaj v pozitivno manifestacijo, zato, ker si tega uspel več zgenerirati, če ti gre pa v negativno, zato, ker sem ga več zgeneriral. Tako da, v takem primeru, ko vidiš, da to delaš v glavi, moraš to ustaviti. Ti je bila všeč ta vsebina? Ta vsebina je bila posneta na eni taki lepi večerni delavnici z nadangel Ariel. Nadangel Ariel je čudovita nadangel, ki zdravi občutke pomanjkanja, manifestacijske krivde. Tistih občutkov, ko si nekaj odvzemaš, pa to ni potrebno in zakaj bi to sploh počela. Ali te zanima, kako lahko umiriš svojo glavo, ki jo je strah, da bo šlo nekaj manifestacijsko narobe in da boš trpela. Ali se želiš nehati navezovati na pomanjkanje in ozdraviti to manifestacijsko pomanjkanje v sebi. Potem te nadangel Ariel vabi, da ti pomaga, kajti dobila boš čudovite energijske tehnike in meditacije, ki bodo odstranile vse motilce tvojih želja in tvojih sanj, zato da le te lahko zažarijo pred tvojimi očmi in blagoslovijo tvoje življenje. Naklikaj si povezavo, ta delavnica prihaja kmalu na potovanje duše.si in jaz in Ariel se te zelo veseliva.